Jutranji Casey Show na Robinu, Sandi in Suska z vami. Smo pa tudi v živo na Facebook strani Radia Robin, dajmo pomahati iz našega studia. Ja, z nami so Alenka iz Bipop, Stefanijo iz New Game Over, Sergeja iz Power Dancers in Sebastian iz Sebastiana. Pred 25 leti ste bili seveda v središču na vsakem koraku, vaše zgoščenke so šle kot za met, vse rekorde, prejemali nagrade. Ste za to se mogoče kaj grdo gledali, konkurenca pa to? Ne. Nikoli. No, to zdaj pravite, kaj pa takrat? Spodbujali. Dejansko res. Podpirali. Tako, bili smo prijatelji, smo se spodbujali, podpirali se. Oboževali drug Veš kaj, drugega. vsem se je dogajalo na toliko frontah, ne? Vsi smo bili tako okupirani, nihče bil zdaj doma sedel in opazoval ostale, kako nastopajo. Torej, dejansko ni bilo nobenega rivalstva. No, ampak po 25 letih še vedno najboljši prijatelji, že velikokrat ste nastopili na različnih koncertih po Sloveniji v kvartetu pod imenom Popstars. In zdaj imate eno prav posebno novico za naše poslušalce. Namreč, pozor, ja, smo že pripravljeni. 10. aprila prihodnje leto boste nastopili na enem prav posebnem koncertu. Pozor. Popstars bomo nastopili Na Robinovem koncertu 2026. Sami največji hiti! Hvala pa. Bomba, se spomniš bombe? Se spomnim, Ja. tista nostalgija. Točno tako, Popstars oziroma New Game Over, Bipop, Power Dancers in Sebastian bodo 10. aprila prihodnje leto nastopili na Robinovem koncertu v športnem centru Šempeter Vrtojba. Tam bodo tudi Stilovci in jaz mislim, da bo vstopnica za Robinov koncert kot nalašč za obdarovanje v veselem decembru. Vstopnice tudi že dobite na vseh Eventimovih prodajnih mestih in na Petrolu. In pozor, to bo edini Popstars Reunited, kako rečete, tako. Koncert v letu 2026. Edini in prihodnje leto ne bo več mogoče zažurati na kombinacijo teh velikih zvezd, ki so pred 25 leti združile najino generacijo Suska. Naša Ja, generacija. kdaj smo bili v Novi Gorici? Kdaj smo bili 2002? 14. december. 2002! Ja, Seba ima to vse napisano. Ampak zdaj pa 10. april je edini termin in dejansko ne samo, da je edini termin 2026, dejansko je tudi zadnji termin projekta Popstars Reunited. Tako. Popravni spis za vse, ki so zamudili ali pa želijo priti še enkrat. Začelo se je v Ljubljani. In ker je bil res odličen odziv, smo se preselili v Maribor, seveda, da moramo priti v vaše koncerte. Točno tako, da se pridružimo vsem tistim 6000, ki so že videli ta spektakel. Je tako? Tako da lepo vabljeni. Prihodnje leto 10. aprila bomo skupaj žurali, se pravi, na našem Robinovem koncertu z vašimi največjimi hiti. Ja, Tako res je. je. Tako? Ja. Smo razkrili to novico. Smo razkrili novico tega leta, konca leta in leta prihodnega leta. Tako. Malo občutki o dogajanju, kako je na teh koncertih. To ni samo petje in ples, ampak to je cel To je šov, ne? nostalgija, to je pozitivno vzdušje, to so spomini, to je ljubezen. Ljubezen. Definitivno pa prenašamo s sabo cele ekipe, plesalce, tako da bomo res naredili en orang, žur, šov. Cel spektakel. Multimedijski šov, rečemo. Ja, multimedijski šov, več kot 2 uri programa ali še več. Aha. Več kot Tako. 35 nastopajočih. Samo pri našem delu pa so pa še stilovci, ne? To bo Ja, pač to bo seveda. večer, ki ga nikakor ne Za smete vse zamuditi. generacije. Torej, stopnice za ta nepozaben Robinov spektakel že najdete na Eventimu in na vseh Petrolih po Sloveniji. Gre za edini Popstar show v letu 2026. Reunited. Tako, Popstars edini. Vse se bomo naučili. Se bomo naučili do 10. In sicer, seveda, ne omenim za vaše največje hite, ne, v nadaljevanju bomo Susko, nekaj naju zanima, ne, kako dobro jih poznate. Ampak ne svoje, ampak od vaših kolegov, ki ste danes z nami. Ne. Take imamo Ja. najraje. Suska vam je pripravila en poseben izziv. Ja, predvajali bomo vaše komade, ne, ki jih zelo dobro poznate. In ko se en komad ustavi, boste ostali 3 nadaljevali. Okay. Torej, pri prvem komadu Sebastian ne sodeluje. Tako. Smo pripravljeni? Bodite prijazna. Gremo. S tabo bi na samem zvezde štel in utrinke bi v lasketi pripel.
naprej. Reci, da si za, da bi z mano šla. Seba, kaj bi moglo tle biti? Pil bi ti, ko ti ni nihče, in ti še petal, da ljubim te. In Reci, da si za, da bi z mano šla. da ti srce Upoštevamo. igra. Dava točko. Gremo naprej. Glej, Kako dobra melodija, isto meni prebudiš, ti si bomba. Priznam, da me nerviraš, želim, da eksplodiraš, prava bomba si. Odlično vam gre, gremo na naslednjo. Nočem biti le trofeja, da bi pogasila vse Tvoja želja, lažno si priznam. jaz se ti ne dam. Nočem biti le številka, duše tvoje, ti žal ne boš kako meni sram. Obrni se drugam. Bravo! In še zadnja ostaja. Bilo je, da poiščem in zgrabim te, tebi pridem in te stran odpeljem, do večera in še dlje. Moje misli priznam, da me malo je sram. To je moja. Odlično se poznate. Prej smo skozi glasbo ugotovili, da se zelo dobro poznate, ne? Ampak uničili. Ja. Ampak naša Suska gre še korak dlje. Ona bo preverila, kako dobro se poznate iz kvant, ki so bile zapisane v rumenih medijih. Ja, jaz sem pripravila vam en tak prav poseben kvizič, tako bi rekli, laž ali resnica. Tako da razmislite, kaj vse se je dogajalo 25 let nazaj. Če si se spomnil, da si bil 14, ne vem kaj je. Ne, je rekel, da je bil v Gorici 2002, 14. december. Tako. Vi vsi štirje na zadnje v Novi Gorici, Vsi skupaj. Popstars, tako? Wow. Popstars legende čaka še nekaj izzivov, recimo ta, ki ga je pripravila naša Suska. Ja. Preberem dva stavka. Ne? Izvajalca, za vsakega izvajalca dve trditvi, vi pa boste mogli povedati, katero je laž in katero je resnica. Ostali. Stefanijo, recimo, ti boš odgovarjal na trditve, ki se nanašajo na skupino Bipop. Alenka, ti boš odgovarjal na trditve od Sebastiana. Potem Seba bo odgovarjal na trditve za Power Dancers in Sergeja za skupino Game Over. Tako, ste pripravljeni? Malo smo živčni, a ne? Smo. Stefanijo, katera trditev o skupini Bipop je resnica? Izvoli. Leta 2003 so Bipop na Emi s pesmijo Ne sekiraj se dobili največje število glasov občinstva, ampak kljub temu pristali na drugem mestu. Ali druga trditev? Ali druga trditev, ki pravi, da Bipopovci so skupaj z živalskim vrtom Ljubljana organizirale dobrodelno akcijo, s katero so v živalski vrt pripeljale novo žirafo. Ja, to žirafo je malo tako sumljivo, to ni, ampak ta prva je pa definitivno resnica, zato ker sem bil tudi sam udeležen, pri tem malo teksta sem zraven napisal, tako da vem. Katera je pravilna? Prva, definitivno. Ni prav, ne? Letnica, si bil, da letnica zafrkli, ne? Letnica. Alenka, za kakšno akcijo živalskim vrtom je šlo? Žirafa je bila pravilna. Ja, je kar bila akcija dobrodelna. Sicer zdaj sem mogla tudi sama malo potuhtati. Žirafec Ivo. A prav res? Ja, Ivo. To je bila taka srčna akcija, ker smo res bili veliko z živalcami in tega Iveka smo kar posvojili. Ja, pa zdaj nič pik ne dobimo. Ne, saj smo že dali efekt. Zdaj se pa kar to potrudila. Evo, kar malo takole moram delati. Alenka, ti bo zdaj ugibala, katera Sebastianova trditev je resnica. Čez v stresu vsi, ne? Pravim, ali so Sebastiana zaradi velikega števila oboževalk na nekem nastopu iz zakulisja reševali z blendiranim avtom. To je tak blendiran avto, kot nekega predsednika. No, zdaj pa druga trditev, ali je Sebastian za 40. rojstni dan, oziroma za 30. po videsu. prejel kar 22 tort. Vem, da je sladkosned, bi vedel tudi to dobiti, ampak jaz verjamem, da sploh, če je bil z Matevžem povezan, da je bilo kako blendirano vozilo tukaj v igri.
Torej, Tramit Sebastian, ali kak? Kakšne oboževalke si imel, so hodile oborožene na tvoje nastope? Ali zakaj V bistvu je blendirano vozilo? ravno na to navezana, sploh Primorska. No? Bil sem, takrat sem imel prvi koncert na Primorskem, bilo je v Kopru in en organizator mojega naslednjega koncerta iz Postojne je prišel takrat pogledat, kako to v Kopru izgleda in je bilo dejansko tako, da so bili vsi izhodi za kulise absolutno čisto zabasani in pol nismo vedeli kaj in smo čakali pol ure ali 65 minut. Potem pa bilo treba se nekaj zmisliti, ne? In pol smo imeli več zablendiranih avtov, da so vsake svojega konca šli, pa so me skrili v enega od teh. Zdaj bo pa Sebastian dogovarjal na trditve za skupino Power Dancers. Torej, Dajmo, sploh ni tako dve lahko. kvanti, katera je pravilna, izvoli Suska. Prva trditev. Članice so hodile kar v Ameriko na plesna izobraževanja. Lisa Kellogg. Vse vi. Klisi, ne? Klisi, ki je Je plesala plesala. v videospotu od Michaela Jacksona. Ali druga Očitno trditev? resnica, tako? Dej. Druga trditev je bila, Power Dancers so bile povabljene na nastop, ki je na koncu se izkazal za pogrebno slovesnost. Ojoj, ne. To pa tudi, če ne bi za Liso vedel, po mojem, ne bi rekel, Da da bi je to res. ta Ne. preveč očitna. Ja, prelahka. Lisa! No, je pa tako, da je Lisa hodila k nam. Ona je vedno prišla k nam narediti koreografijo, prvič za Bombo, potem pa še za Pozor. Vmes smo pa šle me k njej tudi za 14 dni. Kolikrat ste šle tja v Ameriko? Dvakrat. Čakaj, samo še tretjič je prišla, ne, ker za Niše konec, kjer sem pa nastopal v njihovem spotu, ne, je tudi ona delala koreografijo. Mislim, da je, če se ne motim. V vsakem primeru Lisa Kellogg je bila rdeča nit Power Dancers koreografij. Če smem malo odstrani, super, da ste najdali Sebastiana za odgovarjati na Power Dancers vprašanja, ker je bil vodja fan kluba. Tako je. Ja, seveda. Ena nova. To bi bilo vprašanje. Evo. Jaz sem Pazi, upgrade. kako je ime žirafi od Bipop? Ivo, ne? Ali kaj? Še eno točko, bravo. Evo, zdaj pa še zadnja. Kdo Sergeja odgovarja? mora odgovarjati zdaj še na Game Over. In sicer prva trditev, na nekem nastopu so Game Over morali sred nastopa skočiti na šank, pri tem si je Denis zvil hležen, ampak je kljub poškodbi nadaljeval s tem nastopom. To je prva. Druga trditev, na nek nastopih je pripeljal menedžer v nekem starejšem Cliotu, oni so bili pa pokriti v avtu z odejami, da pač jih ne bi prepoznali oboževalci. Obe sta kar verjetni trditvi. Ne vem, jaz bi rekla, da je številka 1. Ne. Meni so dejansko tudi te sta obe. deke bile. Presežen, da sta obe. A res? To pa nismo našli, a res? Res je. Uno No. smo skakali z odra dol na Viktorjih, Ma so se je zvil hležen? pa rečemo, da si je. To je nekaj na pol. Clio. Če velja. Stefanijo, kje je danes ta Clio, ste ga dali na dražbo? Clio, mislim, da je Denis v prvi avto je bil Clio, ja. Nastopali smo pa, mislim, da v Velenju in so nas res obkrožili tako, 500 ljudi okoli avta, nismo mogli niti naprej, niti nazaj, rukali so avto, tako da pa so nas pa skrili pod neke torbe, da smo lahko šli. In vi se res odlično poznate. Sandi, zvedli Ja. smo še eno veliko kvanto, Ja. danes smo že zvedli eno veliko kvanto. Še ena velika kvanta, kaj se dogaja pravkar? Ja, dobivamo v bistvu 20. Popstars otročička, ne? Šte boš ti Ja. povedal, ker iz tvoje skupine prihaja, ne? Pa daj ti. V glavnem, ja, Denis iz skupine New Game Over in njegova boljša polovica, lepša polovica, sta danes se prepeljala v porodnišnico, ker pričakujeta svojega prvega otroka. Kako lepo in bo že v prvi vrsti 10. aprila. Ja. Takrat se bo že navadil vse te komade, je tako. Tako da to je naslednja generacija, zdaj New Game Over, pa bo pa brand New Game. Evo, odlično, če ste se nam pravkar pridružili, pa ne povemo, v naši družbi Popstars, torej Bipop, Sebastian, Game Over, New Game Over in pa Power Dancers, ki bodo 10. aprila vsi skupaj nastopili skupaj s Tilovci na 8. Robinovem koncertu. Vstopnice že najcenejše najdete na Eventimu, na Petroli, Pošti Sloveniji, Trafika 32 in tako naprej. In za konc, kaj še povemo? Leto 2025, recimo, Powerke in tako naprej. Kaj vas čaka in kako boste zaštartali prihodnje leto? 2025 je bilo čudovito, imeli smo 2 čudovita, mega bombastična Popstars koncerta, da smo se punce spet povezale, ker je bilo kar nekaj časa vmes, ko smo bile neaktivne. Za 2026 imamo nekaj planov,
ki so še sicer neobdelani, tako da ne bom še nič razkrila. Glaven plan pa je že znan. Zagotovo pa je glavni plan 10.4.2026 Popstars in Stils v Šempetru pri Gorici. Točno tako, Bipop. Bipop, ki smo pa kar precej delovne, Res je. ravno promoviramo našo novo za praznike, ampak definitivno nekaj koncertov še sledi, nekaj promocijskih nastopov, z mislijo pa seveda tudi usmerjene v tale Robinov šov, bom rekla. No? Tako da se ga veselimo, da se spet podružimo z našimi popstarovci in seveda, da Goričane tukaj zapalimo. Ne? Točno tako. Seba. Sebastian se pripravlja zdaj najbolj intenzivno na pričakovanje novega leta na nacionalki. Ne, 21. otrok. Če hočeš še naprej zgledati skoraj 30, kot si rekel prej, Ne smemo, ne? Tako da ne, zdaj se priprave so najbolj intenzivne pravno to na skok v novo leto 2026 na nacionalni televiziji, ker imamo to eno veliko točko, kar nekaj nastopajo še decembra, potem pa seveda neka nova pesem, tudi 2026 začetku tam marca, morda že pred 10. aprilom. Naj pa povem, da se ful vsi veselimo 10. aprila, na eni strani zaradi tega, ker nekako s tem zaključujemo to Popstars Reunited obdobje, ki smo ga začeli letos januarja. Zadnja priložnost. Tako, ampak ne tisto, da samo rečemo, res je zadnja, vsi tisti, ki poslušajo intervju. Zato je zdaj mogoče prva priložnost, da veš, starši so vodili svoje male otroke nekaj ur prej na koncerte in potem čakali v avtu, da so oni svoj koncert oddelali. Zdaj je čas, da pridejo obojni, starši in odrasli otroci, Tako, ki niso tako je. otroci, Otroci ne. jih pripelje. In pripeljite vse generacije, ker je to res glasba, ki je nekako jo poznajo vse generacije in bo res prava. Kažin bo, ne? Kažin. Kažin, New Game Over. Kažin. Skupina New Game Over leto 2025 je bilo zelo pestro. Porodile so se neke nove ideje za naprej, ki jih bomo uresničili v 2026. Bilo je v 2025 je bilo veliko nastopov, decembra imamo pa še posebej veliko nastopov, tako da se že veselimo. Zdaj pa, aj kdo že omenil 10.4.? To smo omenili, nismo pomenili popstars.si, kjer so vse informacije o koncertih, vstopninah, vstopnicah in tako naprej. No, to v glavnem, ja. Točno tako, hvala za obisk, posemejte in se vidimo. Jutranji Vip. Makej si šel.